jutro, otroci! Danes bomo zapeli skupaj eno pesem in poslušali zgodbo o kokoški Goldi. Gospod in gospa Morris sta živela na majhnem posestvu ob robu mesta v Združenih državah Amerike. Imela sta čudovit vrt in nekaj živali, tudi kokoši in piščančke. In ena izmed kokoši jima je bila posebej pri srcu. Poimenovala sta jo Goldi, ali če bi po slovensko prevedli Zlatka. Goldi jima je bila res pri srcu. Sledila je gospe Morris po dvorišču in tudi zunaj vrta in zunaj ograje, vendar nekega večera se je zgodilo nekaj nenavadnega. Goldi ni prišla jesti skupaj z ostalimi kokoškami in naslednja 2 dni se je zgodilo enako. Gospa Morris je postala zaskrbljena in je začela iskati Goldi. Ugotovila je, da se je Goldi odstranila od drugih kokošk, da si je naredila gnezdo in da tam skriva svoja jajca. Ko je gospa Morris našla žival v visoki travi in tako, ko je Goldi sedela na gnezdu, je vedela, da je ne sme motiti. Saj je Goldi želela ustvariti družino. Tako jo je gospa Morris pustila, da sedi in še vedno oddaja toploto, da se piščančki lahko izvalijo. Gospod in gospa Morris sta se dogovorila, da bosta v teh dneh skrbela za Goldi, prinašala sta ji hrano in vodo, vse dokler se niso piščančki res izvalili. Tako so se na 32. dan izvalili in Goldi je ponosno korakala po dvorišču s svojo družino, da so še drugi živali lahko to videle. In tudi gospod Morris je bil pripravljen na to. Že je zgradil kurnik, ki je bil posebej pripravljen za Goldi in njeno družino. Piščančki in Goldi so veselo stekli k kurniku kot račke v vodo. Res je bilo sijajno, vse dokler nekega dne ni prišla nevihta. Nebo se je stemnilo, veter je začel močno pihati in lilo je kot iz škafa. Kokoši so stekle v kurnik, mlada perjad je napol letela, napol tekla in tudi Goldi je zbirala svoje piščančke pod svoje peruti. Tako je tudi gospa Morris prišla ven iz hiše, da bi pomagala Goldi, da bi prišli vsi na varno. In gospa Morris je poskušala tudi Goldi spraviti v kurnik, vendar Goldi se je zoperstavila. Razprla je svoje peruti, trdno stala na tleh in ni hotela v kurnik. Gospa Morris je bila razočarana in nekoliko začudena. Tako je uspelo vseeno 3 piščančke vreči v kurnik, ko pa se je obrnila, da bi pomagala še ostalim, pa je videla, kako je Goldi z ostalimi otročički že zbežala vstran. Gospa Morris je bila žalostna in jezna na Goldi, ampak hkrati si je mislila, da bo rešila vsaj 3 piščančke, da se ne bodo utopili. In potem je zaprla vrata kurnika, postavila zraven opeko, da se vrata ponoči ne bi odprla. Pohitela je k hiši in začela pripravljati večerjo in ves čas premišljevala o Goldi in o ostalih puhastih piščančkih. Zjutraj se je zbudila, stekla k kurniku, odprla vrata in kaj jo je pričakalo? Namesto 3 piščančkov je videla tole. Ni čudno, da Goldi ni želela v kurnik. Ravnala je zelo modro, medtem ko je gospa Morris ravnala zelo nespametno. Šele zdaj je gospa Morris videla in je obžalovala, kar je storila in da ni poslušala Goldi. In gospa Morris je videla take izbokline v kači
in bila nepopisno jezna nase, kaj je storila. Vendar sedaj je bilo prepozno. Poklicala je moža in mu naročila, naj iz vrta prinese motiko. In kača je že skoraj pobegnila v visoko travo ob dvorišču, vendar je mož preprečil njeno požrešno dejanje. Tako sta kačo obesila čez ograjo in se odpravila iskat Goldi. Hodila sta po vrtu, jo iskala in ali sta jo našla? Kaj mislite? Ja, Goldi sta našla tam v vznožju drevesa. O, kako živa je bila Goldi! In vsi ostali piščančki. Razprla je peruti in se prebujala in prav tako vsi ostali njeni otročički. Bili so še zaspani, utrujeni, vendar brez praske. Vsi so preživeli, ker so se skrivali pod perutmi svoje mamice, pod njenim toplim telesom. In gospa Moris, ko je to videla, se je ponižno zahvalila za božjo milostno zaščito Goldi in njene družine. In videla je, da ni poslušala Goldi, ampak je ravnala po svoje. In ta zgodba nam uprizarja eno izmed biblijskih vrstic iz Pregovorov 14:12, ki pravi: Marsikatera pot se zdi človeku prava, njen konec pa so poti smrti. In marsikdaj v življenju želimo nekaj po svoje in gremo po svojih poteh. Vendar šele takrat, ko se zavemo, kam nas Bog vodi, vidimo, da so njegove poti prave poti. Tako kot je kokoška skrbela za svoje otročičke, tudi naš Oče v nebesih skrbi za nas. In tako kot je kokoška obvarovala svoje mladičke pred nevihto, tudi Bog nas obvaruje in nas zaščiti v težkih časih, v težavah ali v nevihtah.